kako je zdaj s tem prvim jezikom? A je to jezik, ki ga znamo najboljše? Ja, ne. V kolikšni meri? Ni nujno, mi pravite. Drži. Tako, ja. Še vedno boste videli recimo na kakšnih kurikulumih, ne, da bo pisalo moj prvi jezik ali materni jezik je slovenščina. Kaj to pomeni? Za jezikoslovca nič. Okay. Ja, je res, prvi jezik ima eno ključno funkcijo, to je jezik, ali pa lahko sta dva jezika, lahko jih je več, to so jeziki, ki se jih naučimo do 3. leta. In imajo eno posebno funkcijo za naše možgane in sicer, da oblikujejo naše možgane. Ne? Jezik, v katerem se mi prvotno socializiramo, imamo to prvotno socializacijo, se pravi interagiramo s starši, predpostavljamo, da starši, ne, v zgodnjem otroštvu, če gre vse po sreči, ta jezik oblikuje naše možgane, naš način razmišljanja. Ampak nikakor ni rečeno, da bomo ta jezik celo življenje govorili najboljše, ker na to lahko vpliva 100.000 dejavnikov. In zato tudi ni pošteno ne zaposlovati ljudi na podlagi prvega jezika, ne. To pogosto slišim pri profesorjih angleščine, ne. Zaposlimo profesorja angleščine, ki mu je angleščina, torej rojenega govorca angleščine. To predpostavlja, da nihče drug ni sposoben se po 3. letu naučiti angleščine tako, kot je treba. Ni res. Okay. In Evropski parlament bilo je vprašanje v Evropskem parlamentu in je, mislim, da potem so naslovili na Evropsko komisijo, skratka, na teh najvišjih institucionalnih ravneh v Evropi je bilo potrjeno, tudi sodišče je to potrdilo, da je to diskriminatorno. Se pravi, nihče v oglas za prosto delovno mesto ne sme napisati zahtevamo rojenega govorca. Okay. Zdaj, pustimo to. Diskriminatorno je tudi, če rečemo, aha, ta otrok je iz italijanske družine, ta pa se nikoli ne bo naučil slovensko. Ni res, ne. Praksa je pokazala, da se morate vi sicer namučiti, ne, to velja, ampak včasih se zgodi, da nek slovenski otrok, ko ni več otrok, ne, pride do mature na slovenski šoli, naredi maturo na slovenski šoli, naredi tudi dobro maturo, ima tudi dobro slovenščino, ja, potem pa 30 let dela v nekem italijanskem podjetju. Recimo, dobi italijanskega partnerja, lahko se preseli v Rim, recimo. Vprašanje je, koliko te njegove slovenščine bo ostalo. Tle je zelo odvisno od posameznika, lahko da nekaj bo ostalo, lahko da ne bo ostalo, ampak jezik se, veste, tudi navsezadnje spreminja in to je zelo opazno pri teh skupnostih, recimo migrantov. Jaz sem bila enkrat na tej poletni šoli slovenščine v Ljubljani in je bila tam ena velika skupina otrok iz Argentine, najstnikov iz Argentine. In oni so zelo dobro govorili slovensko. Ampak ta njihova slovenščina je bila taka, malo kot od moje none. Najbolj tako mi je bilo hecno, ker so oni rekli, imamo ples abiturientov. In mi smo vsi malo tako pogledali, kdo zdaj to pleše, ne. In samo tisti, ki smo malo pobrskali po spominu na pouk nemščine, smo se spomnili, da je abitur matura. Ne. In torej ples abiturientov je bil maturantski ples. Ne. Ampak verjetno, ko so njihovi nonoti odšli iz Slovenije, se je temu še reklo ne maturanti, ampak abiturienti. In potem so te otroke tako naučili in ti otroci so pač rekli abiturienti. Ne. Novih besed, recimo, to sem bila pa v Münchnu enkrat na eni delavnici pri učiteljih italijanščine v Münchnu in to so v glavnem vsi Italijani, ki so se gor preselili in govorijo seveda dobro italijansko, če učijo italijansko, valjda govorijo dobro, ne. Ampak novih besed, ki so medtem prišle v italijanski jezik, pa ne poznajo. In tako so mi rekli, ti serve il beamer. Il che? To je projektor. Ne? Mi v italijanščini rečemo temu il proiettore. Ne? Oni pa v nemščini uporabljajo angleško besedo, ne, beamer, in so bili prepričani, da tudi v italijanščini se uporablja angleška beseda, ne, medtem ko se ne. Ne. V tem primeru Italijani prevajajo in bo rekli il proiettore, jaz kaj je beamer, nisem ima pojma. Ne. Tako da recimo do teh
zadev potem prihaja. In to govorimo o ljudeh, ki odlično obvladajo jezik. Ne? Torej, še pri teh recimo prihaja do kakšnih zapletov. Dajte si predstavljati, kako je pri vseh ostalih. Ja, drugi jezik je pa tisti jezik, ki se ga naučimo iz okolja. Recimo, drugi jezik je za mene italijanščina. Jaz do 3. leta nisem znala govoriti italijansko, naučila sem se potem iz okolja. V šoli, ok, seveda, ne, sem imela italijanščino, ampak glavne sem se naučila iz okolja, ker sem šla pač z mamo, ne vem, v trgovino, šla sem, ne vem, v restauracijo, po sladoled, šla sem k zdravniku, nažalost, ne, na kakšen pregled. In tam sem se naučila, iz tega okolja sem se začela učiti italijanščine, kakšne risanke, televiziji in tako naprej. Ne. Vprašanje, a je slovenščina pri nas jezik okolja? Ne. Večinoma ne. Plus, minus, ne. Okolje ni samo fizično, ne, na to bi vas spomnila. Televizija, internet. Okay. Mi smo veliko več časa izpostavljeni informacijam, ki jih dobimo z interneta, kot informacijam, ki jih dobimo od sosedov. Okay. Italijanščina v Sloveniji ima uradno status jezika okolja. Ampak vaši kolegi že dolgo časa opozarjajo, da to ni več jezik okolja. Ker ja, so napisi v italijanščini, bla, bla, ampak tiste napisov nihče tako več ne bere. Okay? Otroci dobivajo informacije z interneta, gledajo televizijo in tle italijanščina zelo zmanjkuje, ne, pri njih. Pri nas pa slovenščina itak. Enkrat smo imeli z mulerijo, sem bila na eni taki delavnici in smo imeli pač vzgojitelji in potem so morali nekako to prenesti, ne, v razred in se rekla, dajte gledati kakšen tak film, ki je njim blizu, ki jim je njim všeč. Ne. In naj te prizorčke oni zaigrajo v razredu. In so rekli, ok, vzeli bomo film Vojna zvezd, to je bilo tako srednja, 1., 2., 3. srednja. Okay. Bomo Vojno zvezd imeli. In so se oni igrali in seveda uporabljali so lasersko sabljo. Veste, kaj je laserska sablja? Spada laser. Žal, nobeden od njihovih vrstnikov iz Slovenije ni vedel, kaj hudiča je laserska sablja, ker je to v slovenščini. Ops, svetlobni meč. Jaz tudi nisem znala, da ne boste zdaj mislili, da sem jaz tako pametna, jaz tega tudi nisem znala do te delavnice. Zato vam pravim, ne, ključno je, da otroci, in potem so se ti vzgojitelji stalno pritoževali, najprej smo imeli tako delavnico, ne, in so rekli, ja, oni se stalno se igrajo v italijanščini, stalno govorijo v italijanščini, ja, seveda oni vidijo film ali risanko, recimo, v italijanščini in potem, ko se igrajo med odmorom, da so, ne vem, eden je ta master Yoda, unije, ne vem kdo, ja, valjda oni to slišijo v italijanščini in potem se igrajo v italijanščini, zakaj pa naj bi prevajali, ne, sej zato, da prevajaš, te mora kdo plačati, tega ne delaš kar tako, ne. In mulerija se igra v italijanščini. Harry Potter, karkoli, ne. Zato je recimo ključno, da gledajo filme, risanke, kar je pa zdaj starosti primerno, ne, tle mislim, da je več učiteljic na tem koncu, ne, risanke v slovenščini, to povejte tudi staršem, ne. V glavnem risanke, zdaj niso, v mojih časih, veste, si imel, na eni strani si imel italijansko Candy, na drugi strani si imel zverinice iz Rezije. Oziroma filmi, ne, jaz kakšenkrat slišim, ja, bomo gledali slovenski film, Boj na požiralniku. In potem v italijanščini bodo imeli Il diavolo veste Prada. Ma kaj bojo raje gledali? Dajte jim gledati kakšne te filme, ki so njim blizu, ki so njim všeč, ki so itak svetovne uspešnice, kar pomeni, da je hollywoodski šunt, ni druge variante, ne. Večina teh filmov ima podnapise v slovenščini, velikanska večina. In prednost je še ta, da podnapisi pridejo prej
jih objavijo prej kot pa sinhronizacijo, tako da v Novi Gorici in v Kopru in v Sežani so filmi prej kot v Italiji. Ne, tako da je plus, če grejo gledati v Novo Gorico, ker ga bojo videli prej v slovenščini. Čez 2 tedna bo prišel v Italijo. Ne, ker več časa traja, da sinhronizira, samo zato. Verjamem, se navadijo, ampak če bojo gledali film, ki jim je všeč, bo vredno napora. Če pa jim boste kazali kakšno stvar, ki jim ni všeč, bo pa itak vse narobe. Ne? Tako da dajte zbrati to, kar jim je všeč. Ne? In plus je še en velik plus pod napisi. Imaš 2 v enem. Ne? Kupiš eno vstopnico za kinodvorano in dobiš 2 stvari, ker dobiš slovenščino in angleščino. Ne? Recite, da če se jim ne da brati pod napisov, lahko poslušajo v angleščini. Bolih tako prav. Najbolj bolečih zank, ne, se jih je precej takih bolečih, ampak ta je ta, ne. Namesto prvi jezik, zdaj v jezikoslovju, v sociolingvistiki govorimo o tako imenovanem primarnem jeziku. To pa je tisti jezik, ki ga oseba v določenem obdobju v življenju najbolj suvereno uporablja v največ sporazumevalnih situacijah. In zdaj največ sporazumevalnih situacij, zdaj pa poglejmo, kaj je, ne. Zjutraj vstanete. In je recimo ščetka, zobna pasta, tuš, milo, šampon, balzam, ne vem kaj še. Ne? Potem se usedete v avto in potem začenjamo, ne? Friccion, frenaman, antinebia, freče, gas. Pa prej, ko iti v šolo, je še kakšen bar, ne? Ok, tam je mednarodna terminologija, ker itak espresso, cappuccino, to so se izmislili Italijani in po celem svetu je espresso in cappuccino in macchiato in tako naprej, ne? Ampak potem so še kakšne spremute in te zadeve, ne? Ok, potem je šola, ne? V šoli je slovenščina. Ampak potem pridemo tudi iz šole. In potem imamo pico, 4 stagioni, ali ne vem, kaj še vse, patatine, ko so malo starejši, je verjetno že kakšna birca, ne, polnoletni seveda. Ja, potem mama reče, te prosim, ko prideš domov, sprazni lavatriče, ne, in ko poješ, ne, mi rakomando, da je robo v lavaštovilje, ne. Je predolgo, ne. Vsi mi smo zelo izpostavljeni tej italijanščini. Ne. Problem ni, kaj reče mama. Problem je, da edino, kar slišijo, je tisto. Nikoli niso v situaciji, da bi slišali karkoli drugega. In zato naš primarni jezik, ne glede na to, kako bi rekla, zame mogoče italijanščina ni primarni jezik, ampak izključno zato, ker je zame slovenščina moj delovni jezik. Če bi jaz bila fizik, okay, ali pa če bi bila pravnica, ali pa če bi bila zdravnica, ali pa če bi bila nekaj karkoli, kar ni slovenistka, bi zelo verjetno bila italijanščina moj izrazito primarni jezik. In še tako je italijanščina recimo primarni jezik, če se jaz moram pogovarjati, jaz sem hodila v avtošolo, seveda v Trst, in če se jaz moram pogovarjati o avtu, je italijanščina zame izrazito primarni jezik. Ker jaz, da se je cinghia di trasmissione utrgala po slovensko, absolutno ne znam povedati. Okay? Tako da, ja, ne. Spet še to, ne, zdaj, recimo, da se pogovarjate o internetu, ne. Come si dice browser in italiano? Come si dice, ne vem, kaj imamo še, firewall in italiano? Come si dice username in italiano? Come si dice password in italiano? Ker italijani uporabljajo angleške besede. Znati jezik ne pomeni samo znati, recimo v tem primeru, italijanske ustreznice za te izraze. Ampak pomeni znati, kaj
povprečen Italijan v tej situaciji uporablja. In zdaj, če povprečen Italijan v tej situaciji uporablja angleške izraze, ja pač to moramo poznati. Okay? Se pravi, v konkretni situaciji največ avtomobilske terminologije v Sloveniji je nemške. Okay? Zdaj, v konkretni situaciji mi moramo vedeti, če bo en slovenski mehanik uporabljal eno slovensko besedo ali če bo uporabljal bremze. Ne? Pokvarile so se zavore, pokvarile so se bremze. Bremze. Žlajfi, bremze, okay? Ne zavore, ne? Rajsi, karkoli. Če se boste kje ranili, en povprečen Slovenc ne bo rekel, ojoj, potrebujem obliž. To bo rekla samo profesorica slovenščine. Okay? Fleischter ali pa Hansaplast. Okay? Se pravi, znati jezik ne pomeni samo poznati ves slovar slovenskega knjižnega jezika na pamet, ampak tudi vedeti v dani situaciji, kaj se uporablja. Okay? Tudi to pomeni znati jezik. Ne? Tako da zadeva je malce komplicirana. Ja, na nek način je prednost. Ampak ne tako, kot si mi to predstavljamo. Dvojezičnost je prednost predvsem za naše možgane, ker je telovadba za možgane. Okay? Ampak v svetovnem merilu smo dvojezični govorci pravilo in ne izjema. Torej, večina ljudi je dvojezičnih na tem svetu. Tako 75+%. Na različne načine, seveda. Ker dvojezičnost ni samo ena. Dvojezičnosti je več. Jaz sem lahko tudi 5-jezična. Je bistvena razlika med mojo slovenščino, italijanščino, angleščino, nemščino, francoščino, ne vem, še malo hrvaščine, tam, ki gre poleti v Rovinj, ne znam, ne. Ampak ja, ni glih na isti ravni, ne, ta zgodba. Okay. Verjetno večina od vas je 5-jezičnih, ker nekaj besed znaš, ne, iz kakšnega jezika. Ampak ja, ko govorimo o taki dvojezičnosti, da lahko z njo suvereno se sporazumevaš v nekih življenjskih situacijah, potem govorimo zelo verjetno o eni od teh variant. Jaz sem dala primer za italijanščino in slovenščino, ampak ti primeri veljajo za vse jezike. Prva oblika dvojezičnosti je tako imenovana uravnotežena dvojezičnost. To pomeni, da sta recimo večinski in manjšinski jezik 1:1. Da je tebi vse eno, zdaj, če eden pride sem noter, reče, veš kaj, Matejka, zdaj bomo pa, glej, imamo 5 italijanskih učiteljev, boš zdaj ti govorila italijansko, se ja, v redu, ni problema. In v kateremkoli trenutku prešaltam na italijanščino. Brez problemov. Okay? To je uravnotežena dvojezičnost, da ti je vse eno, če govoriš A ali govoriš B. Če bi pa zdaj eden meni rekel, no, danes imamo v tej ekipi, ki snema, sta tudi 2 stažista, ki govorita angleško. Zdaj, če bi eden meni rekel, Matejka, zdaj boš pa ti vse to v angleščini povedala. Bi rekel, lej, sej bom, ampak dej mi 10 minut časa, ker jaz se moram vseeno malo pripraviti, veš, s to angleščino, to ni tako. Ne? Če bi pa nekdo rekel, zdaj boš pa to v nemščini povedala, ne, v nemščini pa ne bi. V nemščini znam naročiti sendvič, pivo in smo približno končali. Okay? To je neuravnotežena dvojezičnost. In to, kar sem vam rekla prej, ne, o teh puncah na tej proslavi, ne vem, kaj je bilo nekaj v kulturnem domu v Trstu, ki niso hotele brati v slovenščini, ampak so hotele v italijanščini, to pomeni, da je njihova dvojezičnost neuravnotežena. Okay? Ker če je tvoja dvojezičnost uravnotežena, pomeni, da ti je tebi totalno vseeno. Lahko ti je en jezik bolj všeč, drugi manj, legitimno, ne? Ampak če ti nekdo reče, zdaj boš to bral v slovenščini, italijanščini, v angleščini, pomeni, da ti je vseeno. Okay? Uravnotežena dvojezičnost je cilj, ki ga dosežejo ponavadi mednarodne šole. Okay? To so tiste šole, ki jih obiskujejo otroci različnih družin, ampak ti otroci so sinovi nekih diplomatov ali pa ljudi, ki so se preselili in tako naprej in obiskujejo te šole, ki so v angleščini plus še v nekem drugem jeziku. Ponavadi to niso angleško govoreče družine, ampak s tem, da obiskujejo tisto šolo, ob koncu šolanja pridejo do uravnotežene dvojezičnosti. Njim je vseeno, če govorijo recimo v italijanščini ali v angleščini. Okay?
Zato je to tudi cilj, ki se ga moramo mi kot slovenska šola postaviti. Ko naši dijaki končajo maturo, jim mora biti totalno vseeno, ali govorijo v slovenščini in italijanščini. In sicer v vseh življenjskih okoliščinah. Ne tako samo, mi je vseeno, če pri Cankarju to povem v slovenščini ali italijanščini. To že ti je lažje v slovenščini, logično, ker to slišiš v slovenščini. Ampak ključno je, da do te uravnovešene dvojezičnosti prihaja v tistih okoliščinah, ki so v življenju najbolj pogoste. In delati obnove od Cankarja ni najbolj pogosta življenjska situacija. Okay? Se pravi, ne vem, naročanje cvetja, naročanje kave, sladoleda, pice, zdravnika, avta, frizerke, kupovanje oblek, ne vem še kaj, no. Okay? To so najbolj pogoste, verjetno, življenjske situacije. Enakovredna dvojezičnost je pa še nekaj drugega, oziroma malce različno. To je pa, če primerjamo dvojezičnega govorca z enojezičnimi govorci. Se pravi, če recimo vzamemo našega dijaka, ki je dvojezičen, slovensko-italijanski, in ga primerjamo z enojezičnim govorcem italijanščine, z unim Pierinotom v Rimu, okay, in z enojezičnim govorcem slovenščine, se pravi z unim našim Francijem v Ljubljani. Če imamo situacijo, zdaj pri dvojezičnih govorcih je itak tako, da težko dosežemo 1:1 situacijo, okay? Ker naši možgani procesirajo ogromno podatkov. Istočasno procesirajo ogromno podatkov, kar je za naše možgane prednost. Dejstvo pa je, da nastane en problem takrat, ko je, recimo, imamo mi našega dijaka, ki se imenuje, ko se imenuje? Marko. Okay? Naš dijak Marko, ko je njegova italijanščina enakovredna italijanščini od unga Pierinota v Rimu, njegova slovenščina pa ni enakovredna slovenščini unga Francija v Ljubljani. Tle pa nastane problem. Okay? Ker na ta način govorci izgubijo samozavest. Ko izgubijo samozavest, se začenjajo samo izključevati iz določenih situacij. Ali se ne naša mularija samo izključuje iz slovenskih okolij, ker reče, itak ne znam, itak raje ne, itak raje ne bom. Ne. Wikipedijo, rajši berejo italijanščino, rajši berem italijanščino, ker mi je lažje, ker razumem več. Ne. In to je potem začaran krog. Ker bolj, ko se izključuješ iz nekih okolij, manj bo znal. Ne. Jaz film ga rajši gledam v italijanščini ali v angleščini, valjda v italijanščini. Zvečer, ko sem na kavču, se mi res ne da, se Mart razume angleščino. In ga gledam v italijanščini. Posledica je, da angleščine znam vedno manj. Okay. Vedno bolj se izključujem iz situacije, ko bi morala nekje uporabljati angleščino. Ne. Hvala Bogu, večina strokovne literature je v angleščini, tako da potem tam nekako ne kompenziraš, ampak tako pač je. Ne. Funkcionalna dvojezičnost je pa to, kar najbolj pogosto, recimo pri nas na naših šolah dosegamo, ne, da so v nekaterih situacijah, recimo naši dijaki, ko vidim, ne raje govorijo v slovenščini. Ne. Vse tiste situacije, ki so šolske, raje v slovenščini. Če moraš govoriti o Juliju Cezarju, raje v slovenščini. Zakaj? Ker si bil pri pouku in si obravnaval Julija Cezarja v slovenščini. Ne. Vse tisto, kar je pa zunaj šole, pa raje v italijanščini. Ne. Tako da tle prihaja tudi do neke, to pa je zelo tipičen pojav, ne, ta funkcionalna dvojezičnost, da nekatere okoliščine en jezik, druge okoliščine drugi. Problem kdaj nastane? Vse to ni nič problematičnega. Problem kdaj nastane? Ko je ta stvar neuravnotežena. Ne. 99% življenjskih situacij raje italijanščina, matematiko pa raje v slovenščini. Pa kdaj boš govoril o integralih v svojem življenju? Predvidevam nikoli, če nisi profesor matematike. Ne? In zaradi tega pač prihaja do teh situacij, ko potem slovenščina vedno bolj peša, ne? In pride do tega začaranega kroga. Ja, o izpostavljenosti sem že veliko govorila. Izpostavljenost je danes ključni pojem. Do pred 10-20 leti smo govorili, ključno je, kateri je prvi jezik otroka. In otrok se mora čim prej naučiti čim več jezikov. In potem smo hodili na tečaj angleščine, ki bo otrok star 6 mesecev. Nima smisla. Ključno je, koliko, kdaj in kako smo ljudje izpostavljeni jezikom.
In zato, da je izpostavljenost ustrezna in učinkovita, mora biti, kot piše tam, dosledna, se pravi vse zvrsti jezika. Ne samo narečje, ne samo knjižni jezik, ne samo šola. Mora biti stalna celo življenje, nimamo kaj. Ne, vi lahko naredite, kar pač lahko naredite, ampak čez 20 let tudi uni zlati maturant, če ne bo nikoli več slišal slovenščine, mu njegova slovenščina, temu pravimo zakrknila, se ne bo izginila, ne, ampak bo zakrknila. In pa kontinuirana. Vsak dan, celo leto. To je problem poletnih počitnic, ne. Kot vi veste, jaz velikokrat slišim učitelje, ki mi rečejo, mi smo jih navadili, junija so znali, prvič do septembra niso več govorili slovensko. Ker celo poletje slišijo samo italijansko. Nekateri seveda, zdaj ne vsi, ne. Ampak pri nekaterih se to dogaja. Torej, izpostavljenost mora biti dosledna, stalna, kontinuirana. Ključno je, in to jaz mislim, da je ključni problem, ko meni včasih kakšni rečejo, ma kateri je ključni problem naših šol, nimamo dobrih profesorjev, ne. Profesorji smo ljudje. En dan smo bolj razpoloženi, en dan smo manj razpoloženi, en dan smo utrujeni, en dan nas boli grlo, tako pač je, ne. Eni so bolj motivirani, drugi so manj. V življenju od vsakega od nas se tudi marsikaj zgodi, ni vse v redu, ne vedno, okej. To, kar je ključno, je, da v naših šolah otroci niso izpostavljeni vsem zvrstem in vsem okoliščinah jezika. Malo zato, ker pač v šoli ne moreš biti vsemu izpostavljen, ker pač tako je, ne. Malo pa tudi zato, ker naši učni načrti in programi in smernice in zakoni in vse to, kar je bilo napisano enkrat tam v 50-ih letih, ko so otroci v šolo prihajali iz slovenskih družin, iz slovenskih vasi. In torej so govorili slovensko, narečje, in potem so prišli v šolo in samo je bilo treba še popraviti dvojino, moj svoj, sklanjati gospa, sklanjati mati, sklanjati hči in smo zaključili zadevo. Ne. Danes pa ni več tako. Danes prihajajo v naše šole otroci, ki slišijo slovenščino samo v šoli. To pomeni, da v šoli morajo slišati vse, kar spada v domet slovenščine. To je to, kar delajo profesori tujih jezikov. Profesori tujih jezikov, kakšnega danes tle imamo, ne, jaz poznam Katjo, ampak mogoče še kdo, ki uči kakšen tuj jezik ali ki je učil kakšen tuj jezik, ne. Pri angleščini, pri nemščini ne delate samo Shakespearea in Goetheja in slovnice, ne. Delate tudi, ne vem, gremo na pošto, ne vem, če se še hodi na pošto, no, ampak pač neki, no. Gremo na plažo in imate terminologijo plaže. Gremo v pub in imate terminologijo puba. Gremo na, pa ne vem kam gremo, Disneyland, nimam pojma kam, ne. In imate tudi neformalne zvrsti jezika, tudi nestandardne zvrsti jezika, ne. Govorite o glasbi, o igralcih, o pevcih, o filmih, o ne vem čem, ne. Vse žive možne situacije tam imate. Kako najamem stanovanje, mogoče potem, ko so malo večji, ne, kako najamem stanovanje, kako grem na obisk k sošolcu, ki študira v Združenih državah Amerike ali nekaj takega, ne. Teh situacij pri slovenščini ni oziroma jih je zelo malo, ne. Tako da slej ko prej se bo treba odločiti, da to postane del pouka slovenščine. Zdaj, profesori slovenščine ponavadi začenjajo, ja, tako lest, ne, reče, ne, še to ne, jaz imam 4 ure pouka in še tiste 4, 2 odpadeta zaradi stavke, zaradi snega, zaradi ne vem česa, ne. Ja, lejte, ni krajšence, ne. Je ni, žal je ni. Jaz bi najrajši rekla, glejte, zdaj sem vam povedala, čau, lahko greste domov, tle je recept in to je to, ne. Ne, ni, ne. Dejstvo je, da če določenih situacij ne spoznajo v šolih, ne bojo nikjer drugje, ker nimajo priložnosti, da bi jih. Tako to je. Ja, še ena zadeva, ključna. Še en par zadev, no, imamo. To je, ne vem, če poznate, to je Maslowova piramida, hierarhija potreb, ne. Kaj ljudi motivira? Ljudi motivira to, da
v določenem trenutku svojega življenja zadostijo različnim potrebam. In katere so zdaj te potrebe? Prve potrebe so čisto fizične. Hrana, pijača, spanje, odvajanje. Potem pridejo že malo višje potrebe. Varnost, pripadnost družini, recimo, ali razredu, ljubezen, potreba po ljubezni. Potem potreba, da nas spoštujejo, da nas sprejemajo, recimo kot strokovnjake, kot člane skupnosti. Potem potreba po znanju, razumevanju vsebin. Potreba po estetskih užitkih. Potreba po, kako bi rekla, doseganju določenih ciljev v življenju. In potem imamo še transcendentne potrebe, to so recimo, ne vem, religija, mistika, karkoli pač. Zdaj, v čem imamo mi en velik problem? Mi imamo problem, da ko se učimo tujega jezika, začenjamo tle. Ko se začenjamo učiti angleščine, prvo vprašanje, drugo vprašanje je what's your favorite food? Govorimo o hrani in govorimo o, ne vem, hiši, kako je narejena tvoja hiša, ja, mi imamo, ne vem, kuhnjo, imamo dnevno sobo, imamo kopalnico, ne, vse te zadeve in gremo počasi gor in končamo, ne vem, tam nekje pri filozofiji. Okay? Ko se začenjamo učiti slovenščine v šoli, začenjamo tle, potreba po razumevanju in znanju. In potem pridemo korak višje in imamo književnost. Ne, to so estetski učinki, estetski užitki. Se pravi, začenjamo tle in pridemo do sem. In potem so tisti, ki dobivajo Cankarjevo nagrado in pridejo do sem. Okay? Vse to zmanjka. Tega pri pouku slovenščine ni. Ker mi mislimo, smatramo, da vse to dobijo otroci že nekje drugje. Ne. To so dobivali otroci nekje drugje v 50 letih, ko je moja mama hodila v šolo. Danes ni rečeno, da to dobijo v slovenščini kje drugje. Mogoče ja, nekateri ja, seveda nekateri ja. Ne. Bi si upala trditi, večina ne. Okay. Ja, še ta zadeva, zakaj sem šla nazaj? François Grosjean je eden najbolj znanih sociolingvistov in se je veliko ukvarjal z didaktiko jezikov, tudi manjšinskih jezikov. In je rekel, jezika se naučimo do stopnje, do katerega potrebujemo. Če otroci vejo, da bodo dobili 6 pri slovenščini, s tem, da se naučijo mati in hči in gospa sklanjati, tisto se bojo pač naučili, zakaj bi se matrali za kaj drugega. Ja, okej, imate unga, ki je ambiciozen, ki hoče imeti vse 10. Ne? Ampak velika večina se bo naučila tisto, kar potrebuje. Rabim znati Cankarja, se bo naučil Cankarja, rabim znati Poštevanko, se bo naučil Poštevanko. Zakaj bi se jaz moral učiti, kako se reče fricion po slovensko, če me profesorca v razredu tega nikoli ne vpraša? To je zadnji slajd, potem imamo pauzo. To je pa, ko govorimo o jezikovni politiki. Ne? Z jezikovno politiko se ponavadi ukvarjajo ljudje, ki nimajo pojma o jeziku, pač pa veliko o politiki. In to je tudi razlog, zakaj jezikovna politika ponavadi klavrno propade. S čim se ukvarjamo, ko govorimo o jezikovni politiki? Ponavadi se ukvarjamo s tako imenovanimi higieniki. Higieniki so tisti faktori, ki odpravljajo moteče elemente in so zelo pomembni. Ponavadi, ko pri jeziku govorimo o higienikih, govorimo o dejavnikih, ki zagotavljajo spoštovanje osnovnih človekovih pravic. In zaradi tega so higieniki zelo pomembni. Varnost. Da jaz vem, da če govorim slovenščino, me nihče ne sme aretirati, nihče me ne sme ustreliti, nihče me ne sme mučiti, nihče me ne sme pljuti. Okay? To je higienik. Zakon, ki pravi, skupnost ima pravico, da uporablja svoj jezik. Okay? In mi pri jeziku ponavadi se ustavimo tle. In veliko o tem govorimo in veliko govorimo o vseh teh napisih v javni upravi in to in uno, ampak vse to nas pripelje do točke nič. Zdaj pa manjkajo motivatorji. Okay? To so higieniki. Manjkajo motivatorji. Motivatorji so pa tisti dejavniki, ki nam ne samo omogočajo, ampak ki nas tudi pripeljejo do tega, da dejansko uporabljamo nek jezik v vseh
življenjskih okoliščinah. In teh motivatorjev pri nas in pri večini manjšin, da ne boste mislili, smo mi edini, pri večini manjšin ni. Ker vsi naši politiki se blazno ukvarjajo s higieniki. Zakaj? Zato, ker da se ukvarja s higieniki, ne rabiš biti jezikoslovec. Ne rabiš biti jezikoslovec. Okay? In s higieniki prideš na TV dnevnike in prideš na naslovnice časopisov. Z motivatorji pa žal ne. Zato, da jezik preživi, rabimo motivatorje. Ker s higieniki se jezik sicer ohranja, ampak se vedno bolj krči. Okay? Tam na tabli je. In verjetno tudi una gospa tam na občini uradno zna slovensko, ampak potem je vsaka četrta beseda italijanska. Okay? Tisto, kar nam manjka, so motivatorji. In to je stalna izpostavljenost, kot smo rekli prej, različnim rabam jezika, različnim govorcem in različnim besedilom. To so tako imenovani inputi. In potem imamo outpute, aktivna in stalna raba jezika spet v različnih okoliščinah in z različnimi govorci. In zato, da ti postaviš ta sistem, rabiš imeti, kako bi rekla, strukturo, ki ti to omogoča. Profesorje, jezikoslovce, prevajalce, ozaveščene starše, delavnice, gradivo, internetne strani. Pač veliko več investicij je potrebnih kot za 5 dvojezičnih tabel. In zato tega ponavadi ni. Zato tam zgoraj prepustimo politikom. To, kar je tle spodaj napisano, pa je tisto, kar čaka vseh nas. In žal je precej dela. Ampak ja, je tudi tisto, kar daje največ zadoščenj, ker na dolgi rok tista zgornja zadeva ne daje veliko zadoščenj. Ja, to je pa povzeto po tej teoriji Friedricha Herzberga, če boste šli gledati kaj na internet, to je ta dual factor theory, ki jo je on upeljal na področju človeških virov. Se pravi, on se ni ukvarjal z jezikom, ampak je zanimiva tudi za jezik. Ok, jaz sem približno prišla do konca prvega dela. Če so vprašanja, sem na razpolago, sicer pa tisti, ki nimate vprašanj, lahko greste na pauzo, WC, sprehod.